veliko podobnih situacij. Mi smo imeli enote Jugoslovanske armade, v času, ko je bila izvedena agresija na Slovenijo, še 6000 naših nabornikov. 6000, skoraj 7000 smo jih dobili nazaj, oziroma število zmanjšal, tudi nismo več pošiljali, ampak več kot 6000 slovenskih fantov bo še vedno v enotah Jugoslovanske armade. Zdaj nekaj 100 teh tudi v enotah, ki so izvajali agresijo na Slovenijo. Ti ljudje, ti fantje so bili v izjemno težkem položaju. Eno od teh je tudi bil ubit. V teh spopadih velikanska večina se je na srečo rešila, oziroma je prebegnila v tisti številki, ki kaže število več tisoč prebeglih vojakov Jugoslovanske armade, ki so sami zapustili enoto. Poleg tega je bilo sproženih na stotine individualnih reševalnih akcij za te fante. Ne samo iz enot, ki so bili tukaj, ampak tudi iz enot, ki so bili v drugih delih Jugoslavije, so se praktično skoraj vsi srečno vrnili. Še prej je bil sprejet odločitev predsedstva SFRJ, da se enote Jugoslovanske armade umaknejo iz Slovenije. Hkrati je bila dana možnost, da smo takrat zapustijo Jugoslovansko armado. Torej, tudi tisti, ki so na Medvedjeku blokirali kolono, oklepno kolono, ki je prihajala iz Karlovca, niso vedeli, kdo je po narodnosti v uniformi Jugoslovanske armade, ki so med osebjem oziroma med posadkami, ki so bili v tistih oklepnih ali na Ormoškem mostu ali prilepih. Skušati kriviti za eventualno žrtev, te sta dejansko pred pripadnike teritorijalne obrambe je res nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Zdaj obstaja ena publikacija, večina ni niti zasledila, ki govori o vračanju oziroma o teh akcijah za vrnitev slovenskih vojakov iz enote Jugoslovanske armade. Med njimi je opisan je tudi opis vojaka, ki je bil na Medvedjeku v oklepnem transporterju in opisuje blokado te kolone z druge strani, za vidika nekoga, ki je bil na strani predstavlja, opisuje svoje stisko, opisuje, da se z njim dogajalo, na koncu opisuje svojo srečno rešitev iz enote Jugoslovanske armade še pred koncem vojne za Slovenijo. Torej, na ravni individualnih usod je bilo to dogajanje, ki je bilo bistveno bolj intenzivno, kot mogoče izvaja to iz tega spopadnih sporočil, pa poročil ponekod. Kljub temu pa je ta dokumentacija pač dragocena, ker generalno govori o dogajanju in za poznavalce še posebej je možno zelo konkretno opisati, tudi iz koliko suhoparnih nominacij. Mogoče na začetku nismo tega povedali, ampak izbiranje te dokumentacije se nadaljuje. To nekako, če govori o manevski strukturi narodnih začitev, o manevski strukturi se je rešila posebna publikacija o razoroževanju teritorijalne obrambe, tudi prvo poglavje bele knjige, se pravi prvega dela zbornika dokumentov. Išli so za posamične pokrajine, tudi že nekateri zborniki, nekateri tudi zelo dobri, ki imajo del te dokumentacije. Treba pa je reči, da je predjavno sporočilo, da je tudi za to obdobje, za to najbolj koncentriran čas vojne za Slovenijo na voljo še veliko dokumentacije, ki je bo tudi potrebno še
še dodatno uspeti. Kot rečeno, je bila intenzivnost dogajanj tako velika v posamičnih dnevih, da bi mogoče v enem samem dnevu, če bi zbrali vse dokumente, ki so nastali, recimo samo v teritorijalni obrambi za 27 tivoli, in to so objavili, bi najbolj dobili za en sam dan zbornik, ki je debelejši od tega. Mislim, da bo tudi to potrebno storiti v nekem času, da se bo vse dokumentacije spravili. 23 let smo čakali na zgodovinarje, pa nihče ni naredil. Smo se tega sami lotili v združenju in združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pravzaprav nastalo tudi zaradi tega. V našem statutu je eno od ključnih nalog, da smo nad zgodovinarjo upali. Ne nad vsemi, ampak nad večino. In seveda sedanje obdobje. Če pogledam še enkrat isto obdobje. Jugoslovanska ljudska armada je bila po moči, mislim, da je 4. armada v Evropi. V letu 90, govorimo o 90. Zmerno dobro se stalo v vojašnicah več kot 200,000 vojakov v takratni skupni državi. Z rezervno se stalo več kot milijon. In seveda, če v tem kontekstu pogledamo Slovenijo in takratne slovenske obrambne sile so seveda razmerila sil neprimerljiva. Bi pa rekel samo še to v primerjavi z današnjimi časi. Takrat nam tujina ni bila naklonjena naše osamosvojitve, kateri so rekli, da nas nikoli ne bodo priznali. Ampak žal se seveda ta retorika recimo ponavlja tudi več kot 20 let. Tudi danes pravi, da na samostojnosti Krima ne bodo priznali, da bo verjetno to realnost v naslednjem obdobju. Tako da, bi rekel, tudi iz našega slovenskega primera se Zahod ni veliko naučil in se besedno ponavlja. Hvala. Hvala, gospod Lupec, izvolite. Ja, bom začel bolj filozofsko, ne. Lahko se obraniš pred sovražno vojsko, ne moreš se pa obraniti pred idejo, kateri čas je nastopil. In leta 1991 je za Slovence nastopil čas, ki je ideja osamosvojitve dozorela. In je v takih primerih popolnoma neko laično primerjati neke zmožnosti, ki jih ima ena ali druga stran. Mi smo na Dolenjskem zelo veliko stvari poslušali, ker je to področje, ki je včasih na nekaterih mestih, zlasti Bela krajina, ta kočevski del, nacionalno precej mešan. Tudi Novo mesto samo je zaradi industrije, ki je bila precej nacionalno raznolika sestava. In v tem obdobju je več ali manj bilo zelo veliko očitkov, kam Slovenija takrat rine. Zanimivo pa je to, ker sem takrat tudi sam živel v sosedstvi, kjer je bilo veliko zlasti ljudi iz Bosne in iz Hrvaške, da so te ljudje pravzaprav se zavedali, kaj pomeni samostojna država, ker so sami živeli v podobnih razmerah in da ni bilo teh nasprotovanj. Nasprotovanja so se pojavila v političnih krogih, ki so bila pa včasih malce neprimerna. In tudi, ko smo upoklicali vojaške obveznike, so tisti, ki so se običajno javili na poziv, pa ne glede na to, da so bili Slovenci ali Bosanci ali Hrvati, se tudi takrat javili na poziv.
In ta primerjava, ki bi jo pa lahko naredili, je, če bi mi ravnali drugače leta 1991 in bi ta vojna trajala morda malo dlje, potem bi se znalo zgoditi, da bi pa imel pa zdaj špekuliral v Sloveniji dosti. In v Sloveniji na tisoče razseljenih oseb in tudi mrtvih. Primerjava s Krimom, pa mislim, da je Jan zelo natančno in drugi podal, da jaz ne bi čez to dajal. Hvala. Gospod Hojs, izvolite. Boste še nekaj dali v zvezi s to primerjavo aktualne zadeve? Potem pa gospod Karkovič. Moja stališča se jasna, ko jo pogledate, veste, kaj ste ledo. Ne komentirate. Hvala. Zdaj pa, če je še kakšno mnenjsko vprašanje. Potem bi ga pa besedo predstavnikov VSO-je. Hvala lepa. Terje. Glede na to, da je predstavitve knjige konec, očin niste še prišli do te ugotovitve, predlagam, da prosto papirje. Da nekako zaključimo to predstavitvijo, namreč tisto, kar sem povedal že v prvem delu, torej Združenje za vrednote bo podelilo priznanja akterjem iz Borovnice. Prosim, gospoda Hojsa. Spoštovani, torej v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve vsi člani, ne samo mi, mislim, da kar večina Slovencev, večina drugov, je prepričani, da imamo kar precejšnji dolg do časa našega osamosvojitve. Eno dolgov se gotovo nanaša na aktualno stanje, mislim, da lahko tudi rečem, da smo vsi pripričani, da si stanja države, v kateri je danes Slovenija, v tistih letih, ki smo predstavljali, ki smo se mislili, da bo problem šolanja naših otrok, zaposlitve, ekonomskega stanja in še bi lahko upošteval, to je nekako širši problem, ki se mi problem združil. Drug dolg je po moje eksemplarični, ki ga delamo danes, razrešujemo zgodovinski dolg, torej zborniki, ki jih Združenje izdajajo, prispeva k razreševanju tega zgodovinskega dolga. In tretji dolg, ki po moje je izjemno pomemben, dolg simbolike. Ena od vrednot, ki smo ga dobili z našo osamosvojitvijo, je tudi svoboda, torej svoboda ne samo tista izpod liberalizma, ampak tudi svoboda gibanja. In ko danes prihajamo v tuje, lahko rečemo tudi demokratične ali pa tudi manj demokratične države, se ponovadi, ko tja pridemo, srečujemo že na vstopu te države s simboličnimi imeni. Ko pridemo v New York, priletimo na JFK letališče, idemo v Turčijo, recimo, pridemo v letališče, pridemo v Pariz, se postavimo na Charles de Gaulle. In enako je seveda s poimenovanji v teh državah, v tistih ključnih ljudeh, ki so postavili državo in narodno eliminacijo. Mi smo del tega dolga uporabili v prvi Janševi vladi, tudi se spomnite, da je bilo poimenovano letališče po očetu slovenskega naroda, se pravi očetnik, ki je dal pobudo za našo samostojnost, dr. Jožef Pučniku. Del tega naloga smo uporabili v času poimenovanja naših vojašnic, propadlih v naši osamosvojitveni vojni in del tega dolga, to povedal že gospod Janša, smo združili zaradi danes s predlogom predsednika države za podelitev najvišjih priznanj našim junakom iz časov osamosvajanja. Del tega dolga seveda danes želimo delati tudi v združenju z podelitvijo priznanj našim junakom, materialcem v
času tega zavzetja središča v Gorici, pri čemer moram v tej priložnosti pred podelitvijo priznanj nekako izraziti tudi svojo globoko razočaranje na tem, kar se mi je zgodilo. Smo govorili, da smo kljub izjemno lepemu ambientu, v katerem bomo ta priznanje danes podelili, želeli to simboliko izpopolniti še dlje, želeli smo na simbolični ravni ta priznanja in predstavitev knjige izvesti v prostorih Gorice, torej v prostorih tega skladišča, oziroma tega vojaškega objekta, kjer še danes deluje Slovenska vojska. In nažalost, mislim, da prav to povem, strani Ministrstva za obrambo nismo dobili soglasja, celo več, in toliko poraže, da bi se imeli, da nam bi na našo prošnjo. Ampak ne glede na to, mislim, da je danes, sedaj čas veselja, zato prosim, da podelimo priznanje. Hvala lepa gospodu predsedniku, poleg priznanja pa bodo naši junaki Zborovice prijeli tudi zbornik Vojna za Slovenijo, direktor službe Nova obzorja, gospod Mihael Čevar, in bo podelil. Prvi, ki bo priznanje dobil po abecednem vrstnem redu, bomo šli Tomaž Prence. Sicer ste pa na strani 212 v zborniku. Edvard Gregorka. Marko Lipuš. Robert Marold. Peter Benzin. Boris Mikuš. Niko Smole. Denis Pule. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, direktor. Iskrene čestitke, dragi junaki, ostali, ki so sodelovali v akciji, pa bodo priznanja podeljena naknadno na prireditvi. To bi bilo to, spoštovane dame, cenjeni gospodje. Hvala lepa za udeležbo. Knjiga je na voljo v preverju, na gorišču pa kozarec, da nazdravimo knjigi, domovini in lepšemu življenju. Lahko noč.